Slovenija leži na stiku sredozemskega, alpskega, panonskega in dinarskega sveta. V osrednjem delu Slovenije leži ljubljanska urbana regija, ki je državno, znanstveno, raziskovalno, izobraževalno, kulturno in gospodarsko središče 25 občin. Odlikuje jo ohranjeno in lahko dostopno naravno okolje, velika biotska raznovrstnost in pestra krajina. Prav zaradi bližine kakovostnih območij narave ter prepletenosti grajenega in naravnega okolja je edinstvena med evropskimi metropolitanskimi regijami. V osrčju regije leži mestna občina Ljubljana, ki je zelena prestolnica Evrope 2016. MOL dolgoročno razvija podeželje in urbano kmetijstvo tako, da nadgrajuje dosežke preteklih programskih obdobij. Od leta 2003 so bile na področju razvoja podeželja do zdaj sprejete 4 strategije. Zadnja je bila sprejeta za obdobje od 2021 do 2027. 4 glavni cilji strategije dajejo poudarke: zagotavljanju pogojev za kakovostno pridelavo hrane in doseganju višje stopnje samooskrbnosti, povezavi ponudnikov in ponudbe podeželja, osveščenim in odgovornim občanom, ki aktivno podpirajo dobro prepoznavno podeželje, vitalnemu, atraktivnemu in perspektivnemu podeželju z ohranjeno identiteto. Kmetijska zemljišča predstavljajo tretjino vseh zemljišč v MOL in so razpršena po celotnem območju mestne občine Ljubljana. Na 882 kmetijskih gospodarstvih je zaposlenih kar 487 oseb. Območja za vrtičke so razporejena po urbanem okolju in omogočajo lastno pridelavo ter oskrbo. Glede na naravne danosti spodbujamo različno pridelavo: sadjarstvo in rejo drobnice v hribovitem delu, pridelavo zelenjave v ravnini, rejo konj na Barju in rejo goveda v hribovitem in ravninskem območju. Dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih povečujejo njihovo ekonomsko učinkovitost. V primerjavi s preteklostjo veliko število žensk, približno tretjina, kot nosilk dopolnilnih dejavnosti kaže na njihovo veliko vlogo pri izboljšanju ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev. Čebelja pot je gibanje posameznikov, organizacij in podjetij, ki skrbijo za razvoj čebelarstva in ohranitev čebel in divjih opraševalcev kot indikatorjev zdravega okolja. Sadna cesta, pot do Brod in druge tematske poti povezujejo ponudbo nekega območja in jo predstavljajo uporabnikom. Ljubljančanke in Ljubljančani lahko dobijo sveže šparglje iz neposredne okolice. Šparglji pod blagovno znamko Ramovš so dostopni na ljubljanski tržnici in pri večjih trgovcih. Ukvarjajo se tudi s kisanjem zelja in repe, ki dopolnjuje pridelavo špargljev. O lastni trgovini zaenkrat ne razmišljajo, saj je zato treba imeti večji nabor izdelkov. Kmetija Prkonc ima status ekološke kmetije in tudi svojo trgovino. Na naši kmetiji se ukvarjamo z direktno prodajo na domu. Prednosti direktne prodaje so: ni treba najeti prostora, kjer se prodaja, in stranke hodijo domov. Negativne lastnosti direktne prodaje pa so vsekakor, da moraš biti na razpolago 7 dni v tednu skoraj. Da lažje usklajujejo svoje obveznosti, so na kmetiji Prkonc uvedli petek, tržni dan, ko lahko stranke pridejo v trgovino in jim ponudijo mlečne in mlevske izdelke, kruh, vrtnine. Na kmetiji se zaključi celotna pot od setve, spravila, mletja žita do peke kruha. Živina jim daje mleko za predelavo v mlečne izdelke, hlevski gnoj pa uporabljajo za gnojenje zemljišč, na katerih pridelujejo vrtnine in poljščine. Kmetija Gregorman, nekoč živinorejska kmetija, se je preusmerila v poljedelstvo. Na kmetiji so se odločili, da bodo svoje pridelke prodajali z dodano vrednostjo. Iz žit pridelujejo mlevske izdelke, iz oljnic izdelujejo hladno stiskana olja, imajo majhno pivovarno. Da smo odprli dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
V to nas je praktično prisilila ekonomija. V Sloveniji je zemljišč premalo, da bi imeli velike kmetije, kot jih imajo nekatere druge evropske in tudi neevropske države. Ena je ta, v kateri se zdaj nahajamo, to je naša mikropivovarna, kjer proizvajamo domače kraft pivo. Na kmetiji Moškrič zaradi zaščitenih prostorov pridelujejo zelenjavo preko celega leta. Svoje izdelke ponujajo na osrednji mestni tržnici v Ljubljani, v manjši trgovini v Trzinu, doma na samopostrežnem avtomatu ter v trgovini na zaupanje. Njihova posebnost je ponudba siljenega radiča, s čimer se v njihovi družini ukvarjajo že več generacij. Pol novembra se pa začne s tem. Ga podorjamo, spravimo na us, dan pripeljamo, potem pa v bokse in v garaži ga pucamo. V gajbice zložimo, korenine enako porežemo, pa v korilnico, v temo pa na topel. Kmetijska gospodarstva pri iskanju končnega porabnika svojih proizvodov iščejo in izbirajo različne prodajne poti, kot so prodaja na kmetiji, na urejenih tržnih prostorih MOL, prodaja vrtcem, šolam in tako dalje. MOL lokalno hrano v vse večji meri vključuje v prehrano otrok v vrtcih in šolah. Krepi se tudi ponudba lokalno pridelane hrane na mizah gostinskih obratov. MOL nastopa v vlogi povezovalca med pridelovalci in potrošniki hrane. Organizira različne oblike medsebojnih srečanj, kot so borza lokalnih živil, delavnice za kuharje in organizatorje prehrane v vrtcih in osnovnih šolah. Na spletni strani MOL in v tiskani obliki so zbrani ponudniki lokalno pridelane hrane, tržnice in tržni prostori ter druge možnosti za nakup lokalno pridelane hrane. Kontinuirane promocijske aktivnosti so osnova za dobro prepoznavnost podeželskih območij in njihovih razvojnih virov. Urbano kmetijstvo povečuje dostop do lokalno pridelane hrane in služi ozaveščanju ljudi o mnogih vidikih hrane, na katere smo kot družba pozabili. Na primer o tem, kako pridelamo hrano, kateri pridelki so lokalni, kdaj rastejo in podobno. MOL spodbuja prebivalce k temu, da si hrano pridelajo sami. Ima urejeno mrežo več kot 1000 vrtičkov in mrežo učnih vrtov, saj je urejanje vrtičkov kot tudi usposabljanje vrtičkarjev za ekološko pridelavo zelenjave in hkratno ohranjanje okolja enako pomembno. Javni sadovnjaki so mesto spoznavanja različnih drevesnih vrst in sort sadja, mesto za nabiranje in uživanje različnih plodov in mesto spoznavanja naravnih zakonitosti in soodvisnosti rastlin, živali in človeka v prostoru. Urbano kmetijstvo je priložnost za različne podjetniške pristope in uspešne prakse. Na področju urbanega čebelarstva želi MOL nadgraditi že opravljeno delo in Ljubljano predstaviti kot center za urbano čebelarstvo na ravni Evropske unije. Na ostalih področjih, kot so urbano kmetijstvo, varovanje naravnih virov in biodiverzitete, prilagajanje na podnebne spremembe, uvajanje novih delovnih praks in tehnik in podobno, želi MOL sodelovati v ciljno usmerjenih projektnih partnerstvih, katerih rezultat bodo izvedeni že prepoznani strateški projekti ali druge sorodne ideje. Center kulture bivanja, povezovalno središče razvoja podeželja in urbanega kmetijstva, deponija Barje, rastlinjak Ljubljane in testni poligon za nove pristope v urbanem kmetijstvu, vrt Ljubljane, vzpostavitev območja ekološke pridelave kmetijskih pridelkov na vodovarstvenih območjih, sadjarsko središče v Posavskem hribovju in na Rašici.